Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Danes je sicer tem dosti, pa v resnici bi si upal trditi, da gre za neke vrste redno srečanje, brez neke krizne situacije. Mogoče zato, ker smo se na krize navadili, pa tudi zaradi tega, ker se počasi stvari ukalupljajo v enotne smeri. Bo sicer debata, ne pričakujem pa nekih velikih presenečenj. Zanimanja je dosti od situacije v Rusiji, seveda kako bomo podpirali Ukrajino naprej. To mislim, da bo glavni, največ časa nam vzelo. Poleg tega bo pa tudi situacija, ki je nam blizu, to je na Zahodnem Balkanu, še posebej na Kosovu, ekonomska situacija in kako naprej na tem področju in pa predvsem migranti. Katero politiko ubrati, enotno evropsko politiko, da bomo z bodočimi migrantskimi krizami znali bolje upravljati. Tako da, še enkrat, same velike teme, pa nobenih velikih dilem si upam trditi, zaradi tega, ker gre zdaj za gradualne politike. Obstaja kaj zaskrbljenosti glede počasnega napredovanja ukrajinske protiofenzive, pa mogoče še finančno vprašanje. Kako gledate na recimo razvoj denarne politike, nadaljnje zaostrovanje se obeta, je potencialno to nevarnost za Kar se tiče monetarne politike, dejstvo je, da inflacija se drži više od pričakovanj, tudi Evropske centralne banke, in da z tega vidika so poteze logične. Najverjetneje bo taka situacija še celo letošnje leto. Tako da tle bo treba imeti na eni strani potrpljenje, na drugi strani pa razumevati, da dokler se inflacija ne sama ustavi in zaenkrat ne zgleda, da bi se jedrna inflacija zaustavljala, bo monetarna politika še naprej, ukrepi še naprej potrebni. Glede teh vojaških zadev pa ne, te zaskrbljenosti zaenkrat ni čutiti. Jaz verjamem, da bo to bolj točka na srečanju NATO v Vilni. Danes je bolj Ukrajina na področju, kako lahko Evropska unija pomaga, predvsem z dobavami, tudi finančno pomočjo, zato da lahko Ukrajina kot država funkcionira. In pa danes bo tema teh varnostnih zagotovil, ki so pa neke vrste iskanje ravnotežja med ukrepi Evrope napram ukrepom NATO. Tako da nič posebnega. Se pa pridruži tudi generalni sekretar NATO in verjamem, da bo takrat tudi o tem debata. Ja. Kakšno je pa recimo stališče Slovenije do vprašanja zamrznenih sredstev Rusije in pa glede kazenske odgovornosti za zločine v Ukrajini? Slovenija je zelo jasna pri tem, da podpira kazensko sodišče za ta primer. Zaenkrat se nagibamo bolj k temu, da je to pod okriljem Združenih narodov in ne nekaj novega. Vendar glede tega še ni soglasja na mednarodni skupnosti. Tudi kot bodoča članica Varnostnega sveta bi želeli videti, da se vloga Združenih narodov okrepi in ne šibi. Kar se pa tiče zamrznitve, oziroma ne zamrznitve, razpolaganja s temi sredstvi, bi bili pa zelo previdni. Mislim, da bi šlo za precedens, če bi se na to področje pristopilo prehitro, pa protipravno. Če verjamemo v vladavino prava, potem tudi v tem primeru moramo postopati v skladu z vladavino prava. To je naše osnovno načelo. Znotraj tega okvirja pa lahko iščemo rešitve. Gospod predsednik, glede Rusije, Rusije me zanima, kako ocenjujete tveganje destabilizacije Rusije? Ali to obstaja? In drugo vprašanje, ali bi Ukrajina takoj po koncu vojne morala postati članica NATO, oziroma čim prej po koncu vojne? Glede članstva v NATO obstaja zelo dosti različnih pogledov, tudi dosti formul. Jaz mislim, da bo čas pokazal, če je katera od sedanjih formul sprejemljiva, zagotovo pa je trajen mir eden od pogojev, od katerega bo zelo težko odstopiti, da bi se sploh lahko o tem začelo pogovarjati. Ukrajina je na evroatlantski poti, o tem ni dvoma, kako dolga bo ta pot, je pa odvisno od marsičesa. In kot lahko vidimo na Zahodnem Balkanu, so včasih te poti daljše od tega, kar si ljudje želimo. Kaj je bilo že prejšnjo vprašanje? Ja, glede dogodkov prejšnjega vikenda bi pa sem rekel, da vsaka dolgotrajna vojna pomeni velik stres za vse vpletene. In to se je pokazalo tudi v primeru notranjih razmer v Rusiji v zadnjem vikendu. In najemniške vojske nikoli niso v zgodovini prispevali k stabilnosti nobene države. In verjamem, da tudi v tem primeru lahko govorimo o podobnih primerih. Mislim, da so tle lekcije iz zgodovine zelo jasne in
bi se morali iz njih kaj naučiti. Pa bile lahko tukaj posledice za EU pa za Slovenijo, te dolgotrajne, te nestabilnosti? Nihče si ne želi dolgotrajne vojne, ravno zaradi nestabilnosti, ki se potem širijo navzven. Tako da glede tega je osnovno vodilo še vedno iskati priložnost za mir, ko se bo ta ponudila. Jaz mislim, da se počasi bližamo obdobju, ko se bo mogoče lahko o miru spet možno pogovarjati. Mogoče še glede varnostnih jamstev za Ukrajino in članstva njenega v NATO, zakaj se tukaj Slovenija zavzema, pa kaj bi lahko zagotovila glede teh varnostnih jamstev? Varnostna jamstva so popolnoma nova tema. Zaenkrat ni predvideno širitev že obstoječih shem, ampak na nek način, kako obstoječe sheme pomoči zaobjeti pod enoten dežnik. Kaj več kot to zaenkrat še ni bilo na. In kje je tukaj Slovenija? Slovenija podpira, da znotraj obstoječega dežnika nadaljujemo z aktivnostmi, predvsem pa v Ukrajini pomagamo tako pri obrambi kritične infrastrukture, pomagamo pri obnovi, pomagamo pri tem, da država funkcionira normalno in da ji tudi finančno pomagamo pri vsem tem. Dve vprašanje, samo eno še glede Rusije. Delite oceno, da je dogodki čez vikend povzročili razpoke v ruskem sistemu? To je ruska notranja zgodba, jaz te ne bi želel komentirati, če manj pa njej špekulirati. Tveganja, kot sem rekel, najemniških vojska so pa znane. Lahko, potem včeraj ste v bistvu prekinili to razpravo o migracijah. Pa me zanima, kje se v bistvu... V resnici razprava o migracijah je bila zaključena. Na nek način smo prišli tudi do tega, da nismo na svetu sprejemali posebnih sklepov, ampak da je sklep pripravljeni zapisnik strani predsednika. Zaradi tega so bila neka manjša razhajanja pri sprejemanju sklepov, ne pa pri razpravi. Bolj pomembno kot to je pa, da je bila razprava zelo vsebinska in zelo dobra. Spravi, bil je narejen velik korak naprej pri razumevanju, kako naj se Evropska unija loti migracij, da bo pri tem uspešna. In enoten zaključek je bil, da takrat, ko je nekdo že v Evropi, takrat je v resnici prepozno, takrat je zelo težko najti skupne rešitve, v katerih se bomo vsi strinjali, ker je vedno vprašanje, kako uporabiti princip solidarnosti. Zato pa lahko najdemo skupne rešitve, dokler se begunec ali pa migrant nahaja izven meja in takrat je treba reagirati skupaj in odločno. In včeraj je bila debata ravno o tem, kako reagirati kot Evropska unija in kot članice zunaj evropskih meja, zato da bomo lažje in boljše upravljali s vsemi temi begunskimi oziroma migrantskimi tokovi. Kje pa se je v bistvu potem zataknilo, da sklepi so bili predvideni, pa zdaj jih ne bo očitno? Ti sklepi so zdaj povzeti. Ti sklepi so zdaj povzeti v predsednikovem zapisniku. V resnici se je zataknilo predvsem v razumevanju, ali naj se ta tematika, to je migrantska tematika, tudi v notranjih zadevah o njej odloča s konsenzom ali s preglasovanjem, kot je bil primer na srečanju notranjih ministrov. In tle je šlo za nek način za obujanje nekih travm iz preteklosti in zato so nekatere države se odločile, da bojo celotno temo poskušale umakniti iz dnevnega reda. Vse teme se umakniti ni dalo, nimamo pa skupnih zaključkov in to je vse. Pa je potem v tem zapisniku so te zahteve Poljske in Madžarske izpolnjene? Ne, seveda ne. Zapisnik govori o zunanjih relacijah, se pravi na kakšen način Evropska unija ureja migrantska vprašanja izven meja. Potem je pa samo na nek način v dodatni točki zapisano, da se pač Madžarska in Poljska ne strinjata z načinom obravnave migrantske problematike na splošno znotraj Evropske unije. Kaj pa mogoče še ta vaš predlog Hrvaški, da bi na meji med Hrvaško in Bosno poslali enote Frontexa, je to sprejeli kakšno podporo drugih držav? Predlog je Evropska komisija je v sklopu teh zunanjih odnosov sprejela tudi akcijski načrt za Zahodni Balkan. In znotraj tega akcijskega načrta so bili nekateri ukrepi že izvedeni in med drugim se pripravljajo tudi ukrepi za sklepanje sporazumov z vsemi državami Zahodnega Balkana za napotitev Frontexa. In včeraj je bila debata in tudi naš predlog, da se pospeši ti procesi in da se Frontex v resnici uporabi na celotni zahodno-balkanski poti. Celotna zahodno-balkanska pot se v resnici začne v Grčiji in potem napreduje po vseh ostalih državah.
Jaz mislim, da če bomo uspeli v celotnem tem koridorju dejansko vzpostaviti Frontex kot tisto inštitucijo, ki bo skrbela in nadzirala, kaj se z temi ilegalnimi migrantskimi tokovi dogaja, v tem primeru mogoče sploh ne bo več potrebe, da bi na posameznih mejah izvajali neke posebne aktivnosti. Za danes je predvideno kitajska varnost ekonomskih odnosov. To ostaja zdaj na dnevnem redu, predvsem pa v katero smer zdaj pričakujete, da bo šla pri teh točkah ta razprava? Drži, ostaja. Kitajska je zelo pomembna zunanja trgovinska partnerca Evropske unije in spet bomo iskali en sam ključ, kako v resnici najti enotno politiko, zunanjo trgovinsko politiko do Kitajske kot pomembne partnerice. Verjamem, da bo danes kar nekaj predlogov, verjamem, da bo tudi kakšna država poskušala spet nekoliko solirati, ampak sklepi so jasni in se zaenkrat ne pričakuje, da bi se v sklepe posegalo, ampak kot smo videli včeraj, dajmo počakati. Zakaj pa se tukaj Slovenija zavzema glede Kitajske in teh odnosov? Mi smo prepričani, da je Kitajska tako pomembna tudi gospodarska velesila, da moramo z njo imeti aktiven dialog in Slovenija si bo prizadevala tako na bilateralni kot na multilateralni ravni, da se ta dialog okrepi in da poskuša Evropa najti svoje mesto tudi znotraj tega dialoga s Kitajsko in da se pri tem poskuša obnašati čim bolj neodvisno. Zdaj pa, če dovolite še vprašanje notranje politično, in sicer zdaj je vložena interpelacija proti ministru Loredanu. Me zanima, kako zdaj komentirate to? Če sem je uspel prebrati. Vi veste, da smo včeraj zaključili ob 2 zjutraj in da zdaj nisem je še uspel prebrati. Ko bom na letalu, jo bom verjetno dobil. Trenutno sem pa res fokusiran na to, tako da ne bi komentiral. Pa minister uživa še vašo podporo, pa kaj pričakujete? To me sprašujejo vsak drugi dan. Z ministrom se nisem še niti pogovoril v zvezi z interpelacijo, ker še le kaj drugega in v resnici se do zdaj ni nič spremenilo od prvega vprašanja enakega. Pa še zadnje vprašanje. Včeraj je pred začetkom srečanja vrha, politične skupine imajo svoje srečanja in je EPP izdala neko uradno izjavo, v kateri so zapisali, da gre v Sloveniji za dezintegracijo vladavine prava in pa za politični prevzem medijev ter dejansko poln nadzor nad RTV in pritisk nad ustavnim sodiščem. Jaz si bom drznil dati en komentar, da včasih nekatere politične grupacije, sploh bolj konzervativne, živijo v preteklosti, pa da je ta izjava bila zelo na mestu pred 15 meseci, pa so mogoče zamudili takrat priložnost, da jo dajo. Hvala lepa.